Oprostite, ampak kajenje je strogo prepovedano. Ama ni to kajenje, gospod brat, to je vape. Meni je čisto vseeno, kako vi tem rečete, ampak dokler ste tukaj, boste to dali stran. Dobar, eto, lagano, no, smiri, evo, odlagam. Dobar. Torej, gospod Kozjak. Đuro, Gospod Kozjak, kot del programa rehabilitacije varstvenega zavoda, kjer prestajate kazen, moram narediti oceno vašega stanja, tako da predlagam, da v naslednji uri sodelujete. isto to mi je rekla policija, kad su me prvič pelali na postajo. In ste sodelovali. Pa si ti normalan človek božji, pa s pajkanine se ne sodeluje, to ve vsak na ulici. Človek božji, brat. Že, ampak jaz nisem pajkan. Recimo, da sem jaz vaš prijatelj v naslednjih parih minutah. Na ulici ni prijatelj, brat. Na ulici je vsak sam zase, realno. Ulica je tukaj verjetno neka metafora za... Kva za, pa ni to nobena metafora. Ulica ti je ulica, brat, ne seri. Preglov trg, Rusjanov trg, etcetera. To so trgi, ne ulice. Pa dobro, pa kva si ti zdaj kar en arheolog že ratov? Na Fužinah ti je to ulica, brat. Nabruste s ulice, prhajamo na ulice, skrite svoje ulice. Dobar. Mi smo kle. V redu. Ame... Torej, rojeni ste na Fužinah. Ne na Fužinah. Rojen sem nekje tam na Trebnjem. Približno tam sem nekje rojen, ampak pa smo se pa pri 11 letih kle preselili. Aha, in kako ste se prilagodili na spremembo? Prilagodil. Katastrofa, brat, eto kako, čist drug level. A razumeš, kad sam prišel ti mi tam en glavanja i odakle si ti, koliko ti je stara sestra, ta telefon je zdaj moj, kolesa nauš več vidu. Vsak dan batine za doručak, kva je bilo, joko se, suza stiže. Brat. Kaj pa vaši starši? Ja, starši, ko da ih ni bilo. Fotar itak skozi delo nočne, prišel dan pojedu i šel pit, a metka skozi pred televizorom. Njo je bolj zanimal, a bo Esmeralda spregledala kukar z mano čez. Sploh kaj. Se pravi, bi lahko rekli, da so vas vzgojile ulice. Vzgojile? Ugrable, brat. Sam poj, kaj je prišel Turčin, pa je bilo boljše. Turčin? Turčin, ja. On je bil sam gazda. On je bil človek s trdim čajem. On je rekel, da me pustijo, noben več me ni diral. Ja. Mi je BMW-ja, stari, lite, felte, metalik, barva, formula, veš kašna, stari. On vas je zaščitil. Zaščito bolj od mojega fatra, ej. Sej, pa sem mu zamenil tudi sem pa tam kakšno slugo naredil. Kakšno uslugo? Pa uslugo, tako mislim, recimo, veš, da je pel to vrečko nad Bilisijsko, tam en ruzak moraš v šistci pobrat, avto pel v pralanco. Pa, kad sem bil starejši, pa mi je že dal službo. Ja, službo. On je imel dve firme, on je imel iztirjevanje pa varovanje. Tako da na začetku sem vozil malo kombi, posodil kakšno šako. In služba ko služba, kva, prideš na lokacijo, daš 2 šamare, ustreliš 2 metka v steno in poj ti tak plačajo, a veš. To ti je klasika. Šunka, gobe, sir. Se pravi, ste bili izterjevalec. Bil izterjevalec, ja, ampak pol mi pa itak ponudil, da bi bil član ekipe. Kakšne ekipe? Ekipe, prijatelj, ekipe, kaj delata prav denar. Stari, na začetku smo bili jaz, Johnny, Ahme, Crni, valda Turčina. Ne? Johnny je delal na banki Kokarvarko in je dobil eno dojevo, da se bo selila lokacije, da bo se nek denar transportiral. I valda da smo rekli, da bomo butelni dol avto. Jaz se opravičujem, ampak sem ne razumem. Kva nimaš? Obropali smo avto, brat. Johnny je dobil dojevo, da bo jo pelal nekje 2 milje, če ne celo 3 mogoče. I če to spustiš v long, pa to suma sumatra ti nekje pride 500 kil po glavi, tako da valda da smo bili vsi za, brat. In kaj se je zgodilo, glede na to, da ste zdaj tukaj, domnevam, da... Da je bila katastrofa. Mislim, ne, bilo je vse po planu. Razumeš, gospod brat, tako kakor smo rekli, prijemo ti javni glih natovarjajo kombi, glih končal. I Varko da se ti usede noter za volan, mi zaseda. Ahmed zaskoči tega šofera, a mi dva drugega z Johnnyjem drživa na nišanu. Turčin, da bo skočil noter, da pržge avto, da odpeljemo ni ključa.
padel, ko se je s tem varnostnikom kaosal. Nastane malo tako guna panika, v izi frke i Ahme opali Rafal u tole izložbu od banke. Šipa se rasuje, gležnji povsod po tleh i valjda sproši alarm. I ta alarm sproši druga alarm na drugom koncu ulice, spet panika živa. Jaz da skliznem črto, vidim kibla iza ovinka. Kva miš, kva je bilo? Bum, traš, ča, tukaj zgodba se konča. Realno se več nismo videli potem. Kako se niste videli? Se niste videli na sodišču? Ne, nismo na sodišču videli. Meni je odvetnik zrihtal, da sem posebej bil obravnavan. Se pravi, ste sodelovali s policijo? Sodelovali? Postinama, pa ne. Običajen postopek, gospod brat. Pelali so me na policijo, vzeli te odtise in tam sem čakal 2 ure, dokar ni prišel en tip in rekel, prišel vam je odvetnik. Pravim, gospod, vi serite, prav, ne, majke mi. In res je bil na koncu. In odvetnik je prišel. Zaradi vas. Prišel zaradi mene. Izkazalo se je, da je moj dedek gospod Kozjak. To ti je neka jajra tamo na novomeškem sodišču. On mi je zrihtal odvetnika. Tako da so rekli, pridem nam malo nasprotno, jaz sem priznal, eto, poizkus te kraje, poškodovanje te lastnine, tako da sem dobil 1 let, par mesecev, a ekipa je kar nadrljala. Tako da Turčin je dobil 8 let, Ahmed Johnny je 7, a ona je jadnik je pa 15 let dobil, kaj je zadev blagajničarja, tega tam na banki, kaj je delal. Po nesreč. Ja, ni lahko, moram reči. Verjem, da ni, gospod brat. Ja, pa če se tukaj ustaviva in mogoče pogledava malo nazaj, kaj bi vi rekli, recimo, da ste odnesli od te izkušnje? Mislim, a si ti gluh pa zgluh. Nismo odnesli, človek Bože, če nam ni ratali, ker so nas dobili, preden smo sploh. Že, hočem reči, kaj ste se naučili, v smislu, kaj vam je ta izkušnja dala vedeti? Naučil. Mislim, kar sem dojel je, da če se ti v življenju zgodi ena pizdarija, je ful dobro, če si vsaj malo Slovenci.